Nahajamo se na Krasencu, čisto na obali Kolpe, izpod Slapa, skupaj z Tonetom Kraljem, ki je bil pri nas med vojno mladi mlinarček skoraj, in je tu doživel nesrečo. Kaj se je zgodilo? Ja, bom nadaljeval, kaj je gospa Fortunova povedala. Jaz sem takrat, so bili partizani, kopa narasla, je preko brega šla van. Oni so, partizani so ribe streljali, da si bolj dali peščanki. Voda polo padla, bomba, katera ni vodi eksplodirala, je pole ostala na brežini. Jaz sem to kot šmrkavac, Petar sem posod šmrca hodil okoli hiši, pa sem videl to nekaj, jaz sem mislil, da paradaj, da je kakova škatla od konzervi. Jaz sem ono rdeče je bilo, bila ono kvir, okoli ne, nisem znal, da je to bomba. Jaz sem to zagrabil, poškrebljal okolo uha, in nehote sem vrgel da rit nazaj, sem mislil, kaj mi to čini, da to je prazno. In od tiča pa je eksplodiralo, pa me pole srečo bila to lahka Taljanka, paradajzarica, katera me ni dosti poškodovala, imel sem samo šprihe, pretežno po hrto, po zadnjici, to so me pol njenem tata, je sosed Cajnar, so me na vozu odpeljali v Kanižarici, bolnico takrat partizanska bila v Kanižarici, so me tam že šprihe pobrali, ovili in so me domov poslali na oskrbo, da so me njena teta in mama so me to malo pozdravili, dokler nisem imel večje posledic. Lahko pa je bilo to vosta, pa je bilo našli me mrtve, da je bila malo jača bomba. Pol ste se verjetno izogibali tem rdečim škatlicam. Pol sem v partizani, pa se nisem bomb bojal, da sem v partizan, sem moral bombe nositi. Si tudi bil pošten? Bil sem partizani, ja. To so še pa potem, ko so do tu ranjen, za leto pa pol so še partizane jeseni 44, ko so še jel partizane.